drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni. Danes je v moji družbi Jerneja Štarkelj, ki je pri 18 letih pristala na invalidskem vozičku. Pozdravljena. Pozdravljeni. Dotakniva se najprej čas vašega otroštva, osnovnošolskih dni. Kako ste takrat živeli? Ja, jaz sem se zelo rada družila s prijateljcem. Zelo rada sem tekala, plesala. To mi je res zelo veliko pomenilo, da sem lahko šla v naravo. Hodila sem na srednjo zdravstveno šolo v Celju. Obiskovala sem program 3+2 in 3-letno sem naredila. Sem bila zlata na koncu. Res mi je šlo zelo fajn. Pol pa se je v bistvu vse to podrlo, ko sem je pač naredila ta bolezen. In zdaj od doma zaključujem šolo. Torej, to se je zgodilo decembra 2020. Ja. Takrat se vam je svet obrnil na glavo. Kaj se je dogajalo? Dejansko. Tisti večer sem začutila grozne bolečine v hrbtenici, ker so mi dejansko vsi živci po hrbtenici umirali. Imela sem zelo veliko bolečin po celem telesu, roke, noge, sploh se nisem smela dotakniti kože. Potem je bilo pa tako, da sem noge nehala čutiti in v bistvu v parih urah sem jaz skoraj celo telo mi je skoraj ohromelo. Čutila nisem tudi pol obraza, rok. In to je bilo moje stanje na začetku. Pristala sem na intenzivni negi v Celju. In ja. Torej, ko ste začutili vse te bolečine, čemu ste jih pripisovali? Pripisovala sem jih stresu v šoli, ker sem imela zelo veliko izpitov takrat in sem mislila, da je to vse posledica tega. Torej, ampak potem ste verjetno prišli do točke, ko ste se zavedali, da te bolečine niso normalne. Ja. Ko sem nehala normalno hoditi, ko nisem imela več občutka, kak je, ko stopiš na tla, sem ugotovila, da pač je res nekaj narobe z mano. In takrat sem takoj šla na urgenco. Potem ste torej že omenili bili hospitalizirani. Kaj se je teda dogajalo? Ja, takrat me je bolnišnica v Celju sprejela na intenzivno nego in takrat nisem skoraj nič vedela, kaj se dogaja, ker sem bila v takih bolečinah. Imela sem 150 utripa in sem samo ležala, spala. Zaradi vseh teh zdravil sem bila, da bi bila zdrogirana in sem videla čisto dvojno sliko. Tako da je bilo v bistvu to res zelo hudo za mene. Zelo težki časi, če pomislim za nazaj. Tako da sem zdaj že veliko boljšno. Kaj pa je bil takrat vaš največji strah, ko ste v bistvu videli, da se ne morete premikati? Da nikoli več ne bom mogla hoditi, da je to verjetnost, ker moje noge pač niso nikamor šle. Probavali so tudi z elektrostimulacijami, ampak nič ni pomagalo. In potem, ko so se začele vse te preiskave, kaj vse so tedaj počeli z vami v bolnišnici? Imela sem vsakodnevne fizioterapije, vsakodnevne terapije, vozili so me skozi na magnet, na razne rentgene. Vse so preiskovali, poslali so tudi v Španijo, v Barcelono. In od tam so prišli vsi izvidi negativni, tako da niso mogli nič urnika ugotoviti, kaj je sploh z mano. Torej niso vedeli sploh, kaj se tedaj z vami dogaja? Ja, vedeli so, da je vnetje hrbtenjače in pa možganov. Sreča z možganov, hitro šlo to ven vnetje, drugače bi lahko bila še mentalno prizadeta. Torej bi lahko rekli sreča v nesreči, da se je vnetje pravi čas ustavilo? Ja, ker so me hoteli dati že na respirator. V bistvu so mi že povedali, da bom šla, ampak pa se je čudežno ustavilo. In kako je potekal ves ta čas, ko ste ga preživeli v bolnišnici? Bilo je zelo grozno, ker je bila ravno epidemija covida in niso smeli starši do mene, brat ni smel do mene. Bili smo v bistvu pol leta ločeni, bila sem sama. To je bilo v bistvu najhujše in sem zaradi tega tudi zelo hitro odrasla, no. Rekli ste, da je bila vaša največja skrb, da boste ostali na vozičku. Ampak prišlo je do dneva, ko so vam pa dejansko povedali, da temu je tako. Ja. Kako ste se takrat počutili? V bistvu prvo sploh nisem hotela tega slišati. Še ker se nisem dejansko sprijaznila s tem. Zato veliko delam na tem, da bi shodila,
ampak če bo pa tako stanje ostalo, pa pač se bo treba boriti v takem stanju naprej. Zdaj velikokrat slišimo, da prijatelje spoznaš v nesreči. Ja, Je tudi pri vas bilo tako? ja. Spoznala sem, da tiste prijateljice, ki so bile včasih ob meni, da jih zdaj ni več. In zaradi tega sem dobila veliko novih prijateljic sem spoznala v bolnici, ker so imele enake izkušnje kot jaz. Dobila sem pa tudi nove asistentke in se res zelo razumemo. Se pravi, ko ste bili že v bolnišnici, ste mogoče začeli izgubljati te vezi s svojimi prijatelji ali kako je prišlo do tega? Ja, že v bolnici. Nekatere prijateljice so še ostale, še pridejo k meni, večino jih je pa šlo. In kako dolgo ste bili v bolnišnici? Mislim, da 5 mesecev vse skupaj. Potem sem šla pa v Sočo na rehabilitacijo, tam sem bila 1 mesec. In ja, potem sem dobila pa vse te naprave za domov, v bistvu, da mi pomagajo. Torej ste ves ta čas v bolnišnici ohranjali stik s svojimi domačimi, Ja. le bi rekel interneta? Na srečo so telefoni, ja. Da smo se videli, da smo se pogovarjali, da smo se skupaj jokali, ker to so bili za mene res grozni časi. Tudi za mojo družino ne so. Zaradi tega, ker oni so tisti, ki so prvi ob meni, oni so tisti, ki mi pomagajo, me podpirajo in je tudi za njih to zelo hudo, no. Torej pred oddajo sva že govorile in tedaj ste mi dejali, da ste mami rekli, da je 2. december dan, ko ste umrli. Ja. Takrat sem se v bistvu res tako počutila, ker sem bila zelo na nitki. Res sem imela srečo, da sem pač preživela in da sem taka, kot sem zdaj. Mogoče izgledam zelo nekako zdravstveno, še mogoče v redu, ampak za tem se pa skrivajo v bistvu sami dnevi bolečin, bolezni. Na vsaka 2 tedna sem bolana. Imam do 41 vročino cel teden in sem v bistvu takrat ne morem nič. Potem tudi napredovati na ta način ne morem, ker ne morem opravljati fizioterapij, ki mi pa zelo pomagajo, no. Ker nimam nič ravnotežja. Na žalost so trebušne mišice izgubile svojo aktivnost in če se malo nagnem, jaz takoj padem. Torej bili ste že tik pred tem, da se vdate, če lahko temu tako rečemo? Ja. So dnevi, ko se v bistvu že skoraj vdam, ko ne morem več, ampak pol se poberem pa gledam naprej. In kaj je tisto, kar vam pomaga, da se lahko poberete? Da ni konec sveta in da greš naprej. Torej, ko ste se vrnili domov, verjetno je bilo vse tako, kot je bilo, preden ste zapustili dom in ni bilo najbolj prilagojeno vašemu novemu stanju. Ja, mi imamo zelo neprilagojeno hišo, zato smo mogli zunaj narediti dvigalo in pa ploščad na stopnicah znotraj, da lahko sploh svoje sobe, ki je na vrhu, pridem dol v kuhinjo, dnevno sobo. Zato bomo tudi zdaj gradili zraven prizidek pritlični, da bom imela vse prilagojeno, da bom lahko bolj samostojno živela. Verjetno je vse to, da ne morete sami dostopiti do kuhinje, stranišča, v vas še eno dodatno žalost povzročilo. Ja, definitivno, ja. Prej ste mi omenili, da so spodbuda za vas asistentke. Ja. Povejte kaj več o tem. One so v bistvu tiste prve, ki mi pomagajo, ki mi stojijo ob strani, ko jih pač res čez dan rabim. Z njimi res velikokrat kam gremo in se imamo res zelo fajno. Se pravi, so postale vaše nove prijateljice. Ja, ja. Kako pa poteka vaš vsakdan? Ja, zjutraj se uredim, veliko je telovadbe čez dan, imam tudi stojko, da stojim, in pa kolo, ki mi pomaga razgibavati noge. Veliko se sama razgibavam, tudi asistentke mi pomagajo. 2 fizioterapevta prideta. Zdaj bom začela hoditi na bazen. Torej lahko rečeva, da so te asistentke vaša desna roka. Ja. Pa verjetno se tudi s tem niste kar z lahkoto sprijaznili. Ja, to je zelo težko, ker imaš dejansko 24 ur na dan nekoga zraven. Prej sem bila zelo taka oseba, ki je bila hotela biti sama. Zdaj imaš pa v bistvu nekoga skozi zraven, ne? In je to, se moraš, veliko prilagoditev je tukaj, z moje in z njihove strani.
ampak se res zelo fajn zastopimo in se v bistvu vse zmenimo. No. Kakšen pa je vaš pogled oziroma kako bi pokomentirali zdravstvo v Sloveniji? Ja, zdravstvo je v bistvu osebje, nekateri so zelo prijazni, nekateri pa v bistvu paciente obravnavajo samo kot številke. Tega je tudi na žalost v Sloveniji veliko. Lahko bi bilo malo več s strani zdravstva glede fizioterapije, pomoči, ker mi si moramo to kriti vse sami. Zato se nabere zelo veliko stroškov. No. Zdaj mogoče verjetno gledalci ne vedo, kakšni stroški so to. Koliko stane recimo ena fizioterapija, koliko jih potrebujete? Ja, to stane ogromno. V bistvu že same fizioterapije in pa vse druge terapije stanejo več tisoč evrov. No. Jaz sem zdaj v bistvu začela hoditi na nove terapije s hiperbarično komoro in pa s kvantno fiziko. To pa stane ena terapija 160 evrov. Te terapije bi mogla imeti pa veliko, vsak dan. In pa tudi potem vožnja, ker smo mi Žalca, to je pa v Mariboru, in pa vožnja za fizioterapijo tudi v Ljubljano, je kar veliko stroškov. No. Potem pa doma smo mogli še vse prilagoditi, narediti novo kopalnico, kupiti lift. Kako pa potekajo te terapije, ko ste rekli, da ste začeli na novo jih obiskovati? Tam grem v hiperbarično komoro, to ti v bistvu dovaja kisik za hitrejše zdravljenje celic in pa upamo, da bo kaj pomagalo. Torej, povedali ste mi, da ne nameravate obupati, da se borite, da boste nekoč spet stopili na noge. Ja, res najbolj si želim to. Ampak, ko sem pa bolana, si pa želim samo, da ne bi bila bolana in da ne bi imela bolečin. Imam vsakodnevne grozne bolečine, nevropatske bolečine, to je pa v bistvu, ko te boli koža in se kože sploh ne smeš dotakniti, ker tako zelo peče. Zato imam tudi ogromno tablet, ki so me zelo zalile z vodo. Tudi s tem sem se zelo težko sprijaznala. Ampak ja, gledaš naprej. Torej vsa ta zdravila, verjetno že začnete dan z njimi? Ja, nažalost že zjutraj, potem popoldan in pa še zvečer. Kaj vse pa najbolj pogrešate trenutno? Zakaj vse menite, da ste najbolj prikrajšani? Zato samostojnost. Zato, da v bistvu se ti urediš in nekam greš, to jaz trenutno ne morem. Zelo rada sem tudi jahala konje, ki jih imamo doma, tega tudi zdaj več ne morem. Tekanje s prijateljicami, to najbolj pogrešam. No. Zdaj večina od nas si ne predstavlja, kakšna ovira je za nekoga na vozičku. Ne vem, če greste v mesto, kaj je tisto, kaj vas najbolj ovira? Najbolj ovira me to, ko velikokrat ni dostopa do raznih ustanov. To je zelo problem. In glede tega bi se mogli res več narediti. No. Zdaj verjetno je včasih tudi vas mogoče kakšna stiska, občutek nemoči. Kako pa si tukaj pomagate? Najbolj si pomagam z glasbo in pa tudi z meditacijo. To te res zelo pomaga, da te dvigne. Torej od tega je skoraj 2 leti, leto pa pol, pa danes še ne veste vzroka, zakaj ste pristali na vozičku? Ja, nažalost se vzrok še ne ve. In tudi verjetno se nikoli ne bo ugotovil, ker je to avtoimuna bolezen. Pa ste morda razmišljali, da bi pomoč poiskali tudi v tujini? Ja, razmišljali smo z družino. Zelo bi rad šli v tujino še, ampak je problem, ker moji zdravniki govorijo, da nič ne bomo s tem dosegli. In bi rabili glede tega pomoč, no, da bi nekako prišli do tja, do novih zdravnikov, do novega mnenja, ker se mi zdi, da je še vseeno vredno poskusiti. Čemu pa pripisujete te nenadne temperature, s katerimi se pogosto soočate? Velikokrat ste bolni, ste že omenili. Ja, v bistvu sploh ne vemo natančno. Lahko so kakšni infekti. Še zdravniki ne vejo točno, no, kaj se dogaja.
in zato imam skoraj vsak teden nek pregled. Torej, šolanje ste se odločili nadaljevati od doma. Kakšne so vaše želje za naprej? Rada bi dokončala šolo, potem, če ne bom mogla opravljati dela kot medicinska sestra, se bom nekam prekvalificirala, šla delati nekaj drugega, bom videla, kam me bo pot zanesla. Zdaj, da vam bo vse to omogočeno, je potreben tudi posluh ljudi, pomoč. Vi ste se odločili obrniti na njih, da jih pozovete, da vam pomagajo tako pri fizioterapijah, pri ureditvi doma. Kakšen je odziv? Menite, da v Sloveniji znamo še stopiti skupaj in si pomagati? Ja, glede tega se mi zdi zelo pozitivno vse, zaradi tega, ker to, ko ljudje prispevajo, mi pomagajo, res bila sem zelo presenečena, da zna Slovenija tako zelo fajn skupaj stopiti. In se mi zdi, da tudi če bi šli pot iskati še naprej v tujino, da bi res ljudje pomagali, ker smo videli že pri vseh raznih projektih, da res znamo skupaj stopiti. No. Zdaj, prišli ste od tega, da ste se zapirali doma, niste želeli ven, do tega, da ste danes ob meni, da odkrito govorite o svoji življenjski preizkušnji. Je mogoče želja ta, da vlijete moč in upanje nekomu, ki se srečuje s podobnimi težavami kot vi? Ja, točno to. Jaz res upam, da ne bo še veliko ljudi tega doživel, ker nikomur ne privoščim te izkušnje. Ampak tisti, ki pa bojo na začetku zelo potrti. Jaz sem bila res zelo, komaj sem se pobrala, ampak pol se pobereš, vidiš, da je še vredno živeti naprej, tudi na tak način. Jerneji lahko na poti do samostojnejšega življenja pomagate tudi vi s prostovoljnim prispevkom. Podatki se bodo čez nekaj sekund izpisali na zaslonu. Jerneja, vam bi se pa na tem mestu zahvalila, da ste si vzeli čas in spregovorili o svoji težki življenjski zgodbi. Upam torej, da boste dosegli to, kar si želite, da boste nekoč znova stali na nogah. Hvala. Hvala tudi vam, da ste bili ponovno v naši družbi. Vidimo se prihodnji četrtek, do takrat pa ostanite na BK TV.